Hej, vidite, živijo Mojca s tabo. Kaj je notranja moč, tista pristna, ne tista ego trip moč, ampak kaj je res tista srčna notranja moč? Danes večkrat o tem, tako da me veseli, da smo zopet skupaj in da se malce podružimo. Torej, če začutiš v srčni čakri notranjo moč, to je tista prava moč, ki ti da v bistvu pravo zavedanje, prave odločitve, pravo akcijo. Prava, pristna notranja moč nas res žene naprej na tisto pravo pot. Torej, ko smo v pravi notranji, tisti srčni moči, takrat res premikamo gore, zmoremo vse, smo opolnomočeni in nam nič ni težko. Tudi, če smo v neki situaciji, ki mogoče se ne zdi rešljiva, bomo najdeli rešitev. Zato, ker bomo v tej naši pristni notranji moči in bomo v bistvu lažje šli naprej z to, bom rekla, optimistično močjo. To pomeni, da nas žene nekaj naprej, da gremo, da zaupamo vase, da zaupamo v vesolje, da pride pomoč, ko jo rabiš, da verjameš vase in da greš naprej tako, kot si se zadala. Karkoli je to že, lahko so, različni cilji, lahko si zadaš, da boš shujšala in če si ti res v tisti odločni, pravi, pristni, srčni moči, boš to tudi naredila, boš to tudi speljala in boš začela pri malih korakih in boš na malo začela in boš potem te korake podaljševala oziroma jih boš jačala, kakor želiš slišati. Tako da, ta pristna notranja moč je v bistvu res naša gonilna sila. To res nas žene naprej in tukaj ni, bom rekla, nekega obupa, tu ni žrtve, tu ni, se pa ne da, ni tega. Tu je samo power, tu je pozitiva, tu je veselje, tu je radost, tu nič ni težko, to samo kam gremo, kaj bomo naredili, to moram še ono, tretjo, cak. Vse se zlaga, zato ker imaš že tako energy, ker te kar nekaj žene naprej, kar vidiš rešitve, ni da ni, kaj vse ustvarjaš lahko v tej energiji. Tako da res ful vam želim, da poiščete to svojo pristno srčno notranjo moč. Res ful vam želim, da ločite med ego trip močjo in res to pristno notranjo močjo. Če se zdaj še malo dotaknem tele ego moči, da boste začutili razliko. Ko smo mi v egu, smo mi najjači, mi smo najboljši in začnemo dol tlačati ostale, ker smo mi najjači in če moramo biti mi najjači, potem moramo ostale dol potlačati. Ne moreš ti k sebi nobenega spustiti, če si ti najjači, pa jih takole dol gledaš. Ja, s tako energijo ustvarjati na dolgi rok ne bo šlo. Zato te nekako spodbujam, da ta ego majčkeno spustiš. Da res spustiš to tekmovanje, da spustiš, da moraš ti biti v ospredju, ker enostavno smo vsi eno. Ne rabiš ti izstopati,
Zato, ker ti lahko si dober na tem področju, nekdo je pa na drugem in skupaj lahko ustvarita močne in mogočne čarobne stvari. In če boš ti v egu, tega nikoli ne boš dovolil. Zato, ker si ti najjači in ti vse znaš in ti vse veš. Ja, ne veš. Ne moramo vse vedeti. Zato pa sodelujemo med sabo. Zato pa imamo frizerja, da nas postriže. Zato imamo vodovodarja, da nam pride cevi zamenjati. Zato imamo zidarje, da nam zazidajo hišo. Ja, ne moreš to sam narediti, če nimaš pojma o tem. Valjda, da to naročiš, pa ti oni naredijo. In je odlično. Zakaj bi se sama matrala, če drugi lahko naredijo to, kar boljš znajo, kaj jaz? In to je treba sprejeti. In tudi tu noter se skriva tista čarobna power, inner power. Tako da, dajte malo razmisliti o tem, no? Res vas pozivam, da malo začnete razmišljati o tem. Da ne moreš vse sam, to je prvo, da enostavno si equal z vsemi, ti pač znaš to, drugi znajo to in skupaj smo celota. Jaz ne moram imeti elektrike po hiši napeljane, ker jo ne znam. Torej bom poklicala nekoga, ki to zna. In še ostalo, zdaj sem se pač na hišo vrgla, zidarjo zazida, potem pa gremo naprej in imamo milijon nekih mojstrov, da finiširajo to hišo. In skupaj je celota. Jaz bom dala svoj pridih potem v svojo hišo. In spet je ena celota. Torej, ne moramo tekmovati med sabo, ker se dopolnjujemo. In dajte to razumeti, pa dajte spustiti ego. Ful pomembna stvar. Če ne boš spustil ega, ne boš začutila to pravo notranjo srčno moč, ki te žene na pravo pot, ki te žene res k tem srčnim kreacijam, ki so potem tudi dobrobit za ostale. Tako da mečkam za razmislek, kaj sploh ta notranja moč je, kako jo jaz vidim, vsak jo po svoje vidi, ena iztočnica, na kakšen način jo jaz vidim. In na kakšen način se spraviš v bistvu k kreaciji. Ne, da sem jaz najjači, ampak greš v tisto srčno notranjo moč in s srčnostjo začneš kreirati. Torej s polnostjo. Poln si in enostavno kreiraš s polnostjo. Ja, s to tisto polno notranjo močjo. In takrat se ti odprejo res tiste prave ideje, recimo zdaj, ko smo v kreaciji, ali boš nekaj ful dobrega narisala, ali boš nekaj fajn zapela, zaplesala, ne vem, karkoli pač počnete radi, kuhate, kvačkate, ne vem, ustvarjate na vrtu, zunaj, ne vem, karkoli pač že. Tako da dajte mečkaj tlele razmisliti o tem, pa probajte začutiti to svojo notranjo moč, vsi jo imamo, samo morate jo začutiti skozi srce. In tlele je pa mečkaj, da spustiš najprej vso balast, ki pač jo imaš, od zunanjega sveta, prepričanja, vzorci in te stvari. In potem greš vase in res tisto pravo notranjo moč. Pravo notranjo moč najdeš. Takrat pa lahko premikaš gore. Takrat lahko ustvariš vse. Takrat se ti zbudi vera vase, zaupanje vase, samozavest, odločnost in tista kreativna energija. In to so vse začimbe, ki sem jih zdaj povedala, notranje moči. Tako da, evo, da nam predolga, se še oglasim na te teme, danes sam mečkam za razmislek,
In pa seveda, če želiš raziskovati svojo notranjo moč, dobrodošel, dobrodošla na individualni uri. Lahko skupaj pogledava, kje so kakšni zapleti glede prepričanj in vzorcev, zakaj ne začutiš tiste res pristne moči. Lahko pogledamo tudi, ali si še fejsto v egu, ali si že malo manj v egu, oziroma kako ego spustiti. Tako da, če si začutil, piš mi na info@lavitas.si. Lahko si pa tudi pogledaš na www.lavitas.si še ostale stvari, s katerimi lahko buildaš svojo notranjo moč. Jaz te srčno pozdravljam in se oglasim kmalu. Vidite, živijo!